Pozdravljeni na kanalu S57S. Danes se pa midva odpravljamo na Stegovnik, ki še manjka mi za Soto osvojeno točko. In sicer sva parkirala takole ob cesti, na hribi.net sva najdla tole izhodišče. Znaka ni nekega grozljivega, da ne smeš, tako da sva ga kar takole pustila ob cestici. Nekaj se tle spravila les, ampak saj upam, da ne bojo glih tam se odločili ga imeti. Tako da to se da parkirati. Dalo se bi celo gor naprej peljati, če ste zelo, kako bi rekel, navdušeni kršiti cestne znake v označbi. Namreč piše, da je prepovedan promet naprej oziroma dovoljen je samo lastnikom gozdov. Tle je bila nekoč nekdaj rampa, je še vedno, ampak je odprta. Midva sva se odločila, da greva reš kar peš, ker se itak odpravljamo malo hoditi, tako da se nema samo vozila. Tale je že, rampa je že bolj v takem stanju s skrivljenim. Je že nekdo fajn butno. Torej, Stegovnik, 1692 metrov visok hrib, radioamaterska oznaka S5, Kamniške Alpe, se pravi KA 019. Tole izhodišče, kjer so parkirali, je na 850 metrih višine, kar niti ni toliko veliko za naše slovensko izhodišče bolj gor, v sredo gorje, ali celo že, glih to še ni glih visoko gorje, no, nekje to vmes. Tako da je pred nama še približno toliko višincev, 842, mislim, da tam piše. Pa še malo kam drugam zavije, se pravi 850, isto kot izhodišče. Malo piha, dan je pa prečudovit. Po ne vem koliko časa imamo spet tole temno modro nebo, lepo. Upam, da gor na vrhu ne bo preveč pihalo, sicer bo aktivacija zelo kratka. Takole, zaenkrat cesta tle je v lepem stanju, se pravim, midva se velikokrat odločila, da greva kar peš še tistih. Ne vem pa, kako dolgo je to še gor za iti. Bom poročal naprej v naslednjem slajdu. Malo više že pridemo do zanimivega izvrčka iz betona. Verjetno neko zajetje, to je pa višek, po vsej verjetnosti pitna. Tako da, če nimate nekje druge za natočiti, lahko verjetno še tle. Zdaj imamo pa tudi en zelo lep potoček od spodaj. Da nam krajša pot z žuborenjem. Lepi tolmunčki. Verjetno kakšno postoro, kje čaka. Na dopoldanski plen. Midva nadaljujemo po tej cesti, ker je res lepa, tako da ne vem, za čemu služi tisti znak tam res. Sem previdel, da bo bolj taka traktorska, pa ni. Je lep makadam. Po želji sva na približno mogoče malo več kot pol ceste, ki sva jo prehodila v 10 minutah. Cesta je še naprej lepa makadamska. Tako da res, mogoče mi je malo žal, da niso šla z avtom. Ampak znak je znaka, ne. Okej. A boš ti kaj povedala na to temo, Boža? Da pač je verjetno cesta zaprta od 20. julija do 20. oktobra. Aha, da je Za samo taj. turistično, ja. Okej. Da zdaj pa je, se tudi še spravljajo lesnice. Nekaj je res dobro napisano, ampak okej. Bomo pa to malo posnela. Drugi pa lahko probate, če boste pred 20. Kako ste rekla, 20. julij? Od 20. julija do 20. oktobra je tam, ne? Oktobra, Zdaj je zaporom se zaprta za spustilo. promet. Okej, anyway. Še više po cesti se pojavijo kar strmi klanci. Tukaj se vidi, kako vozilom na en pogon sprednji verjetno drsi. Ampak to se še da vse zvoziti. Določene klanci so pa že kar fajn strmi za avto.
Potoček je še spet skot na levi strani. Je pa tudi relativno v senci tale cesta, tako da ni prehudo. Upam, da ni 10 kilometrov, pa bom pa kregan. Tle očitno bomo šla spet po cesti naprej desno, tako da sem pa jaz danes to malo slabo preučil za avto. Stegovnik ne gre na potko, ampak po cesti naprej. Okay. Pri tej skali zapustimo cesto. A si zihar? Ja, In gremo tle gor. Teren je zelo zanimiv iz samega tega rdečega kamna. Do sem smo uporabljali cirka 20 minut hoje. Verjetno se pa še lahko naprej verjetno peljete, se po oni cesti tudi pride, a ne? verjetno se pride, samo tam je že zelo To je ozka verjetno cesta, tako da bližnjica. brez veze. Ja, tle imamo tako super sprehajalno potko. Zdaj na geologijo se jaz pa bore nič ne spoznam in tle se fino vidijo tle pa te plasti. Verjetno, da so te svetle, ki so pravkar odpadle, pa da bo še kasneje oksidirali. Ker so zelo take krušljive, ploskaste strukture. Ali pa ne, jaz mislim. Aha. Ne, ta je noter tudi. Dve Pa je vrsti. dvoje različno. Ja, Zdaj se plasti glih so. pogovarjava z Božo, a je to železo ali mangan, nekaj od tega. A vidiš, le plasti so. Aha, vidim, ja, da so dvojne. Plasti so. Ok, še vedno smo na tem kolovozu, sekamo v bistvu ono cesto. Zelo prijetna pot, malo vetrček v Pa tule senci. nič. Kaj? Tukaj le nič. Dol od spode je bil Kdo? veter. A ja, veter, ja, tukaj ga pa ni, ampak malo jaz čutim na koži. Ko bolj prijetno ne bi moglo biti, pa niti še ni toliko zaraščeno. Tukaj končujeva ta gozdni kolovoz in počasi prihajava na tole potko. Imate pa skozi lepo označeno. Ja, pravkar prihajava do nekega objekta, ki ne vemo, kaj je. Tle gor je pa že verjetno najin cilj. Ali pa je malo naprej, misliš, da ne? Po moje pa še ne. To je to fajn, ko Tu si je enkrat samo- prvič nekje. Tu je Ali samo... mogoče pogledaš na travnik, naravnost, O, srnica. Ali srnjaček. nekaj mladega je. Majhnega Sred gola. dneva. Seveda, če je tak mir. V sencu se A je lahko to skril. rezerviraš za počitnice? Ja, zdaj je pa šla noter, ne vem, če Ja. še bo na kameri videla. Sred dneva. A ja, tole bi te imela za počitnice. Ja, ja. Ampak tule je neka tabla, veš. Aha, mogoče pa že greva kar tle gor, sam jaz mislim, da greva še naprej po cesti. Ja, pa so sončne celice. Sončne celice so. Ja, kar tule gor greva, Ja, v veš. redu, super. Čez. Čez, ja, tle greva. Čez Močnikovo sedlo, tole imamo Ja. mi dva v planu danes. Čez močnik. Obdelati imate pa še možnost drugo pot čez neko okno. Ja, in kje je ampak- zdaj tu naprej? Aha, tamle. Ok, da, a Boža, pogledaš na uro, da vidimo povedati, kako dolgo smo hodila po cesti, v bistvu. Če bi Po se še do sem cesti- pripeljal, pa tle pustil avto. Zdaj je 11:30 recimo. Šla sem v 10 čez, ne? Ne, šla sva pa 10:50. 40 minut. Uf, 40 minut sva hodila tule ok, gor. 40 minut prišparate. Slabih recimo, no, ko še ni pol. Če se pripeljate do sem, tle pa tudi imate kam parkirati, tako da. V informacijo, no. Jaz bi rekel, fajn, če imate 4 pogon, lahko pa sami sprobate. Cesta je pa lepa. Cesta je lepa, mislim, niso nekih hudih jam videla, sam tam, kjer je res zelo strmo, so malo na kockam leži podlago. A vidiš, to bi imela za počitnice. En mesec
da se spočiješ od te nore civilizacije. Nekdo ima. Kako debelo drevo, poglej, stopiti ja do njega. Dva sta skupaj, veš. Kaj je to? Dva sta skupaj. A ja, dva sta skupaj. Ja. Ja, okej. Takoj, ko boste prišli na tole, ko boste najprej mislili, da je cesta, pa ni tle pa res kolovoz, ne smete zgrešiti tega Možica, ker tle oznake ni nobene, šele više gor je. Ta Možic vam pokaže, da se gre tle gor iz ceste. Zopet smo na nekem kolovozu, smo zdaj prečkali gor po tem gozdu. Tele oznake so že kar fajn obledele, že bile potrebne kakega čopiča, ker v bistvu sploh nisem videla, sem na navigacijo pogledal, kam moramo zaviti. Tle sva se z Božo malo razšla, ona je šla okrog po kolovozu, jaz sem pa šel direkt gor tam, ko označena pot. V bistvu pa pridete pa na isto točko sem tudi po tem kolovozu. Obe. Mečko manj strmo, ampak ta gor je kar strmo, no, dol ma šla okrog po kolovozu. Pa kode ni nas to. Takole midva sva zdaj tik pred Močnikovim sedlom, če to že ni to, slučajno. Zdaj greva pa levo gor naprej proti Stegovniku. Wow, sem mislil, da bojo kakšne planšarske hiške tle, pa da bo Močnik nudili, če je že Močnikov sedlo, ampak je to vsega skupaj 100x100 metrov sedla. Nove table, Bravo, markacisti, Spodnje jezersko kanonir, koder so prišla. In pa Gospod Stegovnik, ali pa Stegovnik. Nekaj od vsega. Ja, kam bi pa ti peljala? Ja, ne vem. Tako se je odločil, tisto, ko je prvi podelil. Tam so šla okrog. Ja, pa res da vidim, ja, sem po bi tle gor nekaj, jaz bo prišla nazaj na cesto, ja, ta je pa res. Ta je pa globoka. Ljubitelj gozdnih poti. Globoka je, če ne veš, kam moraš točno iti, pa ubogaš. Pa ubogaš markacije, lahko bi šel po Pa cesti. se, a gremo na cesto nazaj? Kako? Ja, očitno, a ne. O, bog, no. Prečemo tole pobočje in kaj najdemo? Prva gobica letos. Prvo letošnjo gobico, ki pa ji ne poznamo imena. Še jagode še cvetijo, gobica pa je že. Sej maja so že, a ne? Ja, so ja. So lahko tudi Že jučki. marca so že. Najina prva letos, ko sva videla nasploh goba. Tle je pa kar fajn vetrolom sekal. Vse je popadalo. Nadaljujemo prečanje pobočja. Zdaj, gor ali dol? Nadaljevalši po tej poti A kar tja? sva spet pred dilemo, gor ali tja. No, hotel sem pa pokazati tole, da ga prvič zagledamo, naš današnji cilj, Stegovnik, tle gor. Ne vem, če ga že od spodaj nismo iste skale videli. Verjetno. Tle sva dala oba oči na peclje, nikjer nobenega krogca.
Sklja so vse podrli, drevje. Nekaj se je podrlo, ja, očitno. Tako da si pač treba pomagati s takimi stvarmi, ko se nekdo potrudi. Vse tudi tam naprej je še ena, ga vidiš? Ja, v tem primeru, ko ni nič drugega, je to kar dobrodošlo. Eni so zelo nasprotni temu. To je pač material, s katerim lahko nekomu drugemu pomagaš, ki ti je na voljo pri roki, da označiš smer. Evo, tole smer se že nekaj vidi, malo višji hribi, ki so še sneženi. Oznake so že res zelo zbledele. Prideš do kakšne takšne. Nadaljujemo v prečanju proti nekim večjim skalam. Potka je, ampak očitno, da ta stegovnik ni ne vem koliko obljuden. Ja, kar veliko je podrtega, že pred časom, ker je vse suho. Prišla so na neko ravninsko prečenje spet. Ravninsko v smislu, da je potka poteka po ravnem. Da je vodoravna. Kaj? Da je vodoravna. Vodoravna, ja, pa kar ozka. V suhem je okej. Nekdo se je zelo potrudil. So prej ugotavljali, tam so bile neke mlade smreke, že kar fajn zaraščene, da je spravil tole pot, kje naj bi sploh šla. Očitno je pa že kar fajn shojeno, no, tako da je to že mnogo let. Ja, tale pot na Stegovnik je več ali manj po gozdu, samo zgornji del, kot sem rekel, je malo bolj kamnit, pa visokogorskega značaja. Tudi tukaj slišimo kukavce. Mi imamo letos tam, ko sem videl doma prav, mora biti kak par ali pa več njih. Domovanje. Ker je namesto prvomajske budnice vsako jutro, če imaš okno odprto, te kukovca malo po prvem svitu zbudi. Pa se to je lepo. Ja, seveda, da te narava zbudi. Da pot ne bi bila preveč enostavna, je tudi kaj podrtega. In v stilu takih dreves, sam na srečo se ni treba tle skozi plaziti. Pot zavije. Kako nam gre danes? Ne vem. Kačasto navzgor. Ja. Kako? Aha. Kam pa, ja, smo prav Sem skupaj. letjale. Malo zopajno, pazljivo. Ja. Strmina je Po konkretna. robu smo.
Prispela sva do nekega manjšega potočka. Glih izver ni. Kaj bi pil? Ja. Bova malo popila. Drugo stran. Gor se prebijava po neki grapi. Tega poplezavanja je kar nekaj. Sam sem bral, če bi šla po oni strani, je tudi ista scena. Tle je vsaj očiščeno. Oziroma je nekdo prijazno z motorko malo porezal zadeve. Ja, pot tle poteka takole bolj zoprno, no, bi rekel. Fajn je, da je suho. Nič ni suho, A ja, ni suho. čist mokro je. Sem prehitro rekel, tle ko je potok. Tle gor sem mogla malo ob temu potočku poplezati, ker očitno, da je bila nekoč nekdaj tle neka brv čez, ki pa je že zdavnaj ni več na ono stran. Po tej premagani potočni grapi se pot spet malo zravna in nadaljujeva naprej skozi gozd. Zopet sva pri nekih tablah. Dolga njiva je 3 ure. Aha, Močnikovo sedlo, nič ne piše, koliko je. Besnina 2 uri, dolga njiva 3. Tamle pa, da vidva, koliko še imava. Pa ne piše. Brsnina. Prvi slišim za Aha, Brsnino. tule gre pa na Javorniški preval. A si to ta druga pot je na Javorniški Ne vem, preval? božo, nisem Pa pol... Medvedje, Jeleno. Ja, to se vse Jelendol. posod da gor priti, verjetno kje druge tudi. Jaz sem pač to pot izbral, ne vem zakaj pač. Vse je kar v redu do zdaj, bo tam nazaj, ko bom šel, zdrav spet malo paziti. Na enih 2 mestih, 3. Evo, smo pri tabli Stegovnik. Sredi gozda. Gozdna pot nas vodi po grebenu. Pravkar zapuščam delček gozda. En je čevlje strgal. Ali pa kaj drugega. Bo šlo. Ja, by the way, dala sva dvoje planinske čevlje danes popraviti. Boro, te spet 2 AU, hvala ti za naslov. In sicer v Šiški je en čevljar. Najprej rekel, da takega nima, no pol pa kar najdu rešitev. Za moje, za tvoje Za pa tvoje, ja, imel. na mojih je bil pa navdušen, da ima točno tak podplat. Božo bo pa bilo malo drugačno, ampak vseeno bo to zlepo gor na čevelj, je pa 60 € popravilo. Toliko je rekel, da bo stalo. Kar se mi pa tudi ne zdi, ne vem koliko zelo drago, sodeč, da so taki čevlji vsaj 250 €. So pa drugače čist v redu, niso nič potrgani ali karkoli, vse še drži tako, ko mora. Tako da je kar škoda. Pa Samo fajn so, Podplat je pač zlizan, ne? ja, podplat je bil pa čisto zlizan. Pri obeh so dali kar veliko hribov skozi. Tako da zdaj imamo kar te opreme, kar se za noge tiče, dovolj. Mogoče bi še jaz rabil ene čist nizke, ampak nekako sem se navadil na te. Salevo firmo imam, ene druge imam sicer v Visokogorju. Te imam takole še kao rezervne, pa jih letos kar nosim. Sem jih že tudi kar fajn hodil.
Imajo pa tak zelo rebrast podplat, mislim, tako fajn prime. Ok, toliko o reklami za čevljarja. Pravkar so prišla do dela, ki naj bi bil najbolj strm, potem gor naprej pa bojo že počasi tiste zajle / jeklenice. Potem pa še samo malo se pospeti, mislim, da so že na vrhu, ker z tega konca, če greste iz tega konca, pridete direkt gor, če greste pa skozi ono okno, morate pa še cel greben prihoditi, če sem jaz prav gledal to na hribi.net, pa mislim, da je temu tako. Zdaj je pa zelo lepa potka, vsaj zaenkrat, brez pripomb. Še vedno pa sva na poti, ki vodi po grebenu proti Stegovniku. Evo, o tem zajlam govorim, oziroma niti niso zajla, trdo železo iz polnega materiala. Žica v bistvu. Tam dol nisem mogel kaj veliko snemati, ker je res treba paziti. Tako da tisti del je bolj strm, kot pa vse ostalo. Spet je pot malo bolj prijazna. Ja, na nekih mestih je res smrtno nevarno. Tam je en ovinek bil, če tam greš dol, te ni. Tako da izredno pazljivo. Sam se imaš kje držati, ne? Nimaš se skoraj, mislim, po tleh, ne po štirih skoraj. Tako da ta Stegovnik je kar delno zahtevno, piše, zato pa je to tako. Še vedno čakala, kdaj bojo prve jeklenice. Do zdaj jih še ni bilo. Tle je više, so pa že zdaj. Piše, da je vrh 10 minut. Vrh 10 minut? Ja. Evo, tam gor še moramo zlesti in sva na Stegovniku. Zdaj se pa začenja malo poplezavanja, kratkega po mojem. Aha, to pa takole. Z te grape ni tako hudo, ko zgleda, preden da ga zlezeš gor, da kaj vidiš. Tle po vrhu je slabše, kot da bože šla kar tlele nižje dol. In ni nekega problema tle dol zlest. Jaz z kamero v roki, se pravi, ok. In spet po grebenu. Zdaj sva prišla do teh jeklenic, odločila se, da bova palce tle pustila, ne vem sicer, koliko jih dvorno prerabva, ker je res, tle moraš kar malo paziti, no. Tam okrog je sicer jeklenica, dala sva gor rokavice, da se bodo lažje prijeti. A se ni tako huda varianta, veš? Kaj? Se ni tako huda varianta. A je naprej za palce potrebno ali ne? Ma sej si na vrhu. Ok, na vrhu so. Ja, ne vem, a so prvič. Ko sem jaz tudi palce tle pustil, sam na potu so. Jeklenica ni bila nič kaj ekstra napornega. Naprej je pa spet skozi lepo gorsko. Zdaj je pa pri nama še tole za
Kje? A vidiš tamle? Iz vej narejen. Ja, križ. Samo tam ni vrh, vrh je drugi. Ja, saj vrh je pa. Zdaj se moramo pa še celo malo navzdol spustiti, par korakov. In spet malo poplezavanja. Tale zadnji del je malo šodrast. Ampak bo tudi brez spalska močlo. Mogoče pa da je on. Tisti mi deluje više. Ah, veš, da je on je više videti. Saj še Ne vem, črtica ali je prav ali naprej. ni. Čak bom pogledal Ne, navigacijo. saj je pa- še črtica, ne, mislim. Kaj? No, Verjetno se poglej. ta gre. Ja, jaz mislim, da je ono više. Je više, ne? Ja. Okej. Pa greva pogledat, brez da gledam na koordinate. Saj je čist blizu. Fantič ima 2 vrha. Ali več. Ali več, ja. Kot vedno še par korakov in dobrodošli na stegovniku. Sierra 5 kW America 019. Božo pravi, da je kaj? Večji kup kamenja. Tam je bil, tam ga sploh ni bilo na unem. Je bil? A je bil? Ja, ja. A ja, okej. Sam tudi tukaj ni. Zdaj pa kjer je ta ali un tam naprej, ampak to je pa zdaj že vseeno. Tudi ta nima skrinjice. Takole nekje za robom je skrinjica. Vse nekoč bila. Po mojem, da je Razen ta, če je ta tak velik kup. Ja, ampak ono je tudi še više. A mi že više. Ja, mislim, da je. Čak, bom pogledal še enkrat, kje so. Tale stegovnik najo pomalo zafrkava. Greva midva čez cel vrh, veš? A sva gre kontra, midva šla čez cel. Ja, kot ja, tam, midva greva čez cel vrh. Glede na ta zavajajoč kup kamenja, ni pravi, vse po moje navigacije ne, ampak je tisti tam, Bože, pomahaj. Evo, tam je ta pravi, tam je tudi opisna skrinjica. Kar se pa sote tiče, je pa to tako blizu, da je v bistvu vse eno, kje ste. Je to vse še okej. Ampak gremo na ta pravga. Triglav. Ta je malo bolj zoprn, ja. Malo manjši, ampak ni žuje duše nikjer, čeprav meni on tam više deluje. Saj lahko. Majke mi da je tisti višji Sam kot je to. čist poraščen, Ja. da boš tam, saj ni 50 metrov. Ne, ni 50, to je koliko je. Pa če je 40, ne. Ok, tle bo čisto v redu. Za aktivacijo. Boža je pa našla kaj, neko scuzano. Ja. Neko scuzano zadevo. Od vlage. No, saj je še prav. Daj zadnji vpis, ajde, da rečemo aprila enkrat. Ne, po moje včeraj, ko sem videla stopinje. A si videla? Ja. Daj, jaz rečem, ajde, Jaz pa mislim, da včeraj, ko sem bila čez. 29. april. Ja, ja.
Jaz se ni nujno vse upisal. 9.5. Aha, ok, super, si imel prav. 9.5. Samo je pred kratkim šel še nekdo gor, ker sem videla stopinje tam čisto živo, ko je mokro. Ne vidi Simon. kamero. Simon je bil pred nami. Simon. Ja. Bravo, Simon. Go. Evo, to je tudi najn Rič. novi dosežen vrh. Tako da malo piha, jaz bom kar začel. Koliko smo danes? Danes smo pa 22. maj 2026. Ceko Sota, Soča 5.7, Soča Portabel, S57S Portabel, Ceko Sota. Soča 5.6, Ljubljana, Fala, Izola. Skoraj sem dol padel, čist do konca signal, drago. Dober dan iz Kilo Alfa 19, ja, viš pozabil sem se objaviti, pridi. Ja, lep pozdrav gori na Štegovnik, to je tle bliz. Štegovnik, kak si rekel? V Tržišku je to Štegovnik. Štegovnik, ja, ok. Na Štegovniku, ja, sva šla gor iz tam od rampe, no peš. A bo še se zbi tudi kaj? Bom, sam da se malo folk nabere. A boš me ti objavil? Ne, bom pa tle zravna počakal, moram pa še zvoniti, poklica, če všlih. Ja, bom čez, sam da tle še kakega dobim, pa grem pol tja. Imam še ta star Quansheng, ta nov Quansheng je že prišel, pa ga še nisem sprogramiral. Ja, v redu, vse ni problema, lej, se slišva. Ok, drago. Jaz 5.6 Marjan, lahko kar čepim za tebe, tak signal imaš. ČP iz Štegovnika. Ja, čist do konca, tudi na ta druga postaja vidim. 5.9, pa še S5.9, ga 5.9. No, super, bomo še pol tam preskočili, sta oba na videu tudi. Če to kaj pa pogledala, ko bom uspel. Super, hvala za obe zvezi. Ok, se slišimo, faj bodita. S57S, še kdo, Portabel. Ceko Sota, Soča 5.7, Soča Portabel, Ceko Sota. Ja, Madonna, kako te šlo slišim. 3.3, drago, 3.3. Ja, ta spremnik je čisto klinc. Hvala, drago. Ti si pa 5.9, Marjan, 5.9. Ja, bomo še pol na 70 skočili, samo malo, da zapišem. CQ Sota, Sierra 5.7, Sierra Portable, Sierra 5.7, Sierra Portable, CQ Sota. 5-0, Delta Lima. Oh, at least one and shortwave. Mike 0, Delta Lima, Lima. You 5x9, QSL? Yeah, Roger, Alexander. You're 3x3, not too strong. So actually 4x3. QSL? Ja, QSL 4x3, Mike 0. Ja, dolžna sva še sklepno misel, kot vedno. Kaj naj povem, gor, više nisem hotel sklepne misli govoriti pa snemati, ker en določen del je res zelo strm. Drugače pa ni neki tak pohodniški presežek, saj tudi na hribi.net je to ovrednoteno kot označena delno zahtevna pot, kar bi se jaz res strinjal. Na enem samem mestu je zelo nevarno, greš adijo, če tam padeš, ampak je samo 5 metrov. Ona zajla, tam ko grozi, gor na oni sliki je, tudi če je ne bi bilo, no, ampak boljše, da je, ker je, kaj misliš, Boža, da je to sploh potrebno? V kakih posebnih priložnostih verjetno prav pride, Ja. če pa je pa polička, tako da se da iti, ne. Ja. Bolj meni težavo dela, če bi šel mokrem gor, pol nazaj dol iz tega, tam je malo, kaj pa je vem, en del je tak zelo strm, no, res. Ja, zgoren del je pač treba pod noge gledati, Ja. ne, zelo. Drugače, večinom potek po gozdu, kot so še povedala, gor na vrhu je lepo razgleden, sam je zelo veliko teh hribov višjih okrog, tako da ne vem, nekako daleč se ne vidi. Mravelj ni, ogromno mravelj je gor skozi po poti, ko greste.
Na vrhu pa jih Na ni. vrhu je pa zgleda jih preveč žgoče, pa jih ni, tako da sem dan mirno sedeti pa pojesti sendvič, popiti, kar pa ste prinesli s sabo ali pa par zvezd narediti. Glede radioamaterske strani, izredno slabe propagacije so bile, samo en Anglež, Mike Zero, Delta, Lima, thank you that you come back, je prišel nazaj. Klical sem tam enem 5-6 minut, pa sem se pol navlčil. Zvezd je dovolj, v glavnem tile naši lovci na letošnji challenge lepo lovijo, se oglašajo, tako da ni problem zvezde narediti. Quan Sheng, ta prva varianta, ko imam, je dobesedno sprejemnik za smeti. Ne vem, ali se je kaj crknil, ker sem vzel, prej ni bilo tako slab sprejem. Ne vem, tako da doma že čaka nov, moram dati gor software, pa bomo videli. Je pa izredno lušno zadevco, ki je tak mačkan, čim manj teže. Drugega pa nič, glede same poti gor je v redu skozi, tam pri onih znani gostilni Kanonir, v Spodnjem Jezerskem se zavija gor, pa se pač odločite, boste tam parkirali ko midva ali pa mogoče Se da še kar se da še kar davč gor naprej peljati. No. Takole, tle blizu imate še ta Bukovec, ne Bukovnik, Bukovec, ampak midva sva se enostavno odločila. Mislim, da se gre zdaj pa tle gor točno po tej cesti, ali pa živi še tam kje. Ne, mislim, da se više ne da. Da se ne da. Ampak ne bo šla. Imamo za dost 800 višin, 850 celo verjetno je le. 800, tako da imamo za dost. Bomo šla pa kdaj drugič, mogoče pa drugo leto. Toliko za enkrat, lepo se imejte, pojdite kaj v hribe. Mogoče malo bolj, mislim, vsak hrib je lep po svojem, ampak ta pa res ni neki, razen na vrhu gor. No. Na vrhu je pa spominja na goro, no. Ja, na ampak vrhu, ja. skozi pravzaprav prideš čisto na vrhu šele iz Ruševja, oziroma v Ja. Ruševje, no. Na vrhu pa pol ni Ruševje. Zdaj pa mislim, da mi gremo navzdol. Dal greva, ja. A kako oznaka ti ni? Ne, Z oznakam pa so, greva dal. a ne, tam gor je oznaka Božja, ne? Tam gor bi mogli. Čakaj. Razen. Že ne vemo, kam dobro, Zakaj? moram pogledati, kam greva. Lepo se imejte, lep pozdrav z naju z Božjo, vidim pa, da baterija že tu čisto prazna. 7-3.